Dober dan, lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije na naši predzadnji letošnji razstavi Dolgoživost. Dolgoživost je naslov projekta, s katerim se predstavljajo študentke oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. 4 študentke premišljujejo o temi, ki je danes zelo trendi, pravzaprav je ena vročih tem tega trenutka, in to so demografske spremembe, za katere je značilno čedalje večje staranje populacije prvega in drugega sveta. V izogib temu, da postanejo ti trendi, ti demografski trendi predmet bodisi političnih manipulacij, bodisi čedalje bolj agresivnega trženja in da se rešujejo torej kot družbeni problemi solidarnostno in inkluzivno, 4 študentke na tej razstavi predlagajo svoje razmišljanja, svoje špekulativne mehanizme, s katerimi bi doskočili različnim demografskim izzivom v prihodnosti. Projekt Anne-Carline Herb tem problemom poskuša doskočiti prek zamenjanja čedalje agresivnejših oglaševalskih vsebin v mestu, ki nekako pačijo njegovo vizualno podobo in jih zamenja seveda s temi mestnimi vrtovi, pri čemer nekako vztraja na potrebi bolj trajnostnega zastavljanja življenja v mestu. Projekt Fione Sivka, Alter ID, meri na tiste najbolj utrudne in dolgočasne in za starejšo populacijo čedalje bolj zahtevne dnevne opravke, to so administrativni birokratski opravki, ki jih zamenja z možnostjo digitalnega pomočnika, ki bi te naloge od njih prevzel in jim tako lajšal življenje in omogočil več prostega časa, mirnejše staranje. Vendar tehnologija ne more tukaj biti edina idealna in utopična rešitev, na kar opozarja projekt Flora Simpatica Ane Valenko, kjer pravzaprav v neki instalaciji nek umestnik, ki meri razmere v okolju, je postavljen v neko harmonijo, neko sozvočje z živim agensom, rastlino, s čimer poudarja potrebo reševanja demografskih problemov ne skozi tehnologizacijo, ampak skozi neko dobro mero tehnologije in njene harmonije s živim agensom. Še zadnji projekt Pravica do smrti Jovane Đukić je tudi primeren zaključek te razstave. Njena špekulacija pade v neko utopično, futuristično obdobje, ko smo ljudje premagali našo zadnjo oviro in to je smrt. Vendar Jovana se sprašuje, kaj smo pravzaprav s tem premagali. Ali ni naša končnost tisto, ki naša eksistenca da pravzaprav smisel? A ni ta končnost tisto, kar nas vrača pred nujne naloge slehernega časa, slehernega trenutka? In pravzaprav s tem videom Pravica do smrti od nas inzistira, da se prestavi reševanje demografskih problemov z utopičnih, futurističnih špekulacij na inkluzivno, solidarno reševanje teh problemov v tem trenutku.